Oh moj bog, kaj pa če to ne bo uspelo? Imaš kakšen strah? Ja, višine. Tukaj je že vse zmenjeno, Tomaž čaka, helikopter je pripravljen, vse štima in ona tako bojim se višine. Sporoči, kaj si želiš. Na darila@radio1.si. Ker se ti skrite sanje lahko uresničijo. Veste kaj? Da sem pa malo žleht. Da sem pa enega, oziroma eno, kar vrgla direkt iz posle po akcijah. Živa, dobro jutro. Tam v moji sobi še našteve. Ok, pa lahko mamica prijezem. In hčerki sta dokazali, da zelo dobro poznata svojo mamico in sta ji izpolnili njeno dolgoletno željo. Dobar dan, dobro jutro. Vanja, pridite sem, no? Ja, no? Ja. To je najboljša stvar, ko zbudiš človeka. Smo se malo preganjali na vratih, pa ja, pa ne, pa ja, pa ne, pa ja, pa ne. Glavno ste v Janinih presenečenih. A dejte mi. A dejte, Patricija, no. Sem bila toliko šokirana in presenečena. Kje pa delaš? V kliničnem. V kliničnem? To pa je zdaj, ja? Aloh, poveste, kaj. Ja, seveda ne bomo, a ne? Vanjo smo peljali na neko lokacijo, ki nekako ni asociirala na to, kaj se bo danes dogajalo z njo, oziroma katero presenečenje jo čaka. In seveda smo jo malo testirali pa spraševali v tej smeri, ne? Kaj bi lahko bilo? Pojma, nimam, res ne vem, ker... Ker očitno nekaj, kar ti je zelo blizu, pa zelo všeč. Ker moto Janinih presenečenj je, da izpolnjujem oziroma podarjam darila, ki jih denar ne more kupiti. Aha. Ne vem, zakaj imam občutek, da je nekaj z višino, saj je možno, da se motim. To na eni točki ona reče, sam višine ne. Imaš kakšen strah? Ja, višine ne maram. Ne maraš višine? Ne. Ja. Kaj pa zdaj? To je pa tako pač višina, ne? Pa začne naštevati. Ne to v tandemu, ne vem, karkoli, ne vem. Raufang si reka ne? Tudi ne. Oh moj bog, kaj pa če to ne bo uspelo, kaj pa če smo čist prvič v Janinih presenečenjih čist zgrešili in bo šlo vse narobe? Punce tvoje te dobro poznajo? Ja. Ali ne? Se znajo tudi zmotiti kaj včasih. Okej. Tukaj je že vse zmenjeno, Tomaž čaka, helikopter je pripravljen, vse štima in ona tako bojim se višine. Pojma nisem imela kaj, nisem niti, pol, ko sem pa zagledala, sem pa vedela, da je to. Zdaj, ker imate injera, veš, zdaj samo željo. A je let s helikopterjem? A je? Tamle sem nekaj videla zdajle. A to bi bilo v redu? To imam jaz skozi željo že skozi, ne vem, zakaj mene toliko fascinirajo helikopterji. Zmeraj obstanem, če ga vidim. Ko ona vidi helikopter, je pa čist presrečna. Na začetku, helikopter! Ja, helikopter! To ni res. A je možno? Končno se bom peljala s helikopterjem. Jaz sem že parkrat v službi razmišljala, da bi tem pilotom tam, ko pridejo na kavo, rekla, če grem lahko se malo peljati. Dobrodošla v Zagorju in dobrodošla pri nas. Sem Tomaž, bom tvoj pilot danes. Leteli bomo z našim helikopterjem firme Helikop, to je Robinson 44. Eden najbolj varnih pa najbolj prodajnih helikopterjev. Krasno, navdušena sem. Seveda, da bo ropotalo. Top! A je to možno, da bi jaz to doživela? Res hvala. Ker mi je bilo muka zjutraj vstati zdaj. Sem ti rekla, da se ti splača, evo, sem ti rekla. In hčerki sta dokazali, da zelo dobro poznata svojo mamico in sta ji izpolnili njeno dolgoletno željo. Strah me je bilo. Kljub temu, da se bojim višine, je bilo tole noro dobro, bom rekla, no. Nekaj neverjetnega, ne vem, da znam opisati, se pravim, mislim, da bo prišlo še za mano tole. Yes, takrat sem vedela, še eno presenečenje, ki bo uspelo. Noro dobro! Res, hvala vam za tole. Ne bom pozabila, res ne bom. Grozno te prvo. Noro dobro. Mislim, da imela cel dan še nasmešek tak trapast. Najlepša hvala hčeram prvo, ko sta poskrbele za to. Jani in vaši ekipi in Radio 1 in gospodu Tomažu
Še kdaj bi lahko ponovila? Zdaj, ker pa strah premagan in navdušenje veliko, Ja. tle je ena majčka naša za Ja, spomin. hvala lepa. Zdaj, ker si toliko navdušena, mogoče se nam podružiš v naši šoli za pilota helikopterja. Ja, jaz bi z veseljem. Tako, Bi še tisti strah premagala, kar Tole ga je zate, ostalo. Ja, hvala lepa, upam, da si uživala. Ja, sem, v hvala. letenju, ne? Ja. Pa upam, da se kmalu vidimo spet kaj. Sporoči, kaj si želiš. Na darila afna radio1.si. Ker se ti skrite sanje lahko uresničijo.